Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje letos praznuje častitljivo 60. obletnico delovanja. Začetki segajo v leto 1963, ko je društvo začelo delovati in dobilo svoje ime kot Zveza gluhih Jugoslavije in je bila osnovna organizacija za občini Velenje in Mozirje. Sprva je bilo v društvo včlanjenih 88 gluhih odraslih in 9 gluhih otrok. Zdaj društvo šteje okrog 460 članov in pokriva 10 občin Zgornje Savinjske doline. Društvo je skokovito v tem času se razvijalo, raslo, bogatilo svoje programe, tako da trenutno v društvu izvajamo 4 posebne socialne programe, v okviru katerih pa potem organiziramo številne aktivnosti. Zelo pomemben je program usposabljanja za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih, gluhoslepih oseb s polževim vsadkom. V okviru tega programa izvajamo individualno, osebno pomoč, svetujemo osebam z okvaro sluha in pomagamo pri uveljavljanju pravic, jih spremljamo po različnih opravkih, gremo tudi na obisk na dom, izvajamo potem tudi različna predavanja, delavnice, usposabljanja. Zelo aktivni smo tudi v programu Informativna dejavnost, izdajamo svoje glasilo, ažurno objavljamo naše stvari na spletnih straneh, na Facebooku. Nekako zadali smo si, da veliko delamo tudi na ozaveščanju širše javnosti, večkrat gremo tudi v šole, vrtce, da že najmlajše seznanjamo s problematiko okvare sluha. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je seveda zelo pomembno, koliko imaš članov. In če spomnim, 10 let nazaj smo naredili popolno evidenco in danes vemo skoraj za vsakega člana, kje živi, kako živi, kakšen je njegov socialni status, kje prebivajo v hišah ali v blokih ali in tako naprej. Pomembno je, da za te osebe veš, kje so, ker ravno letos je bilo posebno leto zaradi teh poplav in sem lahko takoj priskočil prvi na pomoč tem ljudem. Je pa članstvo seveda odvisno od tega, kako društvo deluje. Če deluje dobro, če tukaj so lepo, toplo sprejeti, če tukaj lahko dobijo koristne informacije, potem je to za člane seveda dobro in dober glas se širi še naprej. Vsak pozna koga, ki je naglušen ali gluh ali kakorkoli in potem pride v društvo po te informacije. Zelo aktivni smo tudi na področju kulture, obeležujemo kulturne praznike, izvajamo različne delavnice, deluje tudi gledališka skupina. V okviru našega dogodka ob mednarodnem dnevu se je začela sestajati tudi folklorna skupina. Imamo pa tudi zelo uspešne športnike, tako da so aktivni tudi na področju športa. Za njih imamo tudi vodeno vadbo, rekreacijo, skrbimo za zdrav način preživljanja prostega časa, organiziramo pohode. Naši člani pa aktivno sodelujejo na različnih turnirjih in pa državnih prvenstvih. Seveda smo pa zelo ponosni na naša vrhunska športnika, Anjo Drev in pa Tadeja Encija. Tako da nekako društvo je aktivno na številnih področjih in na nek način nadomešča tudi skrb državnih javnih institucij za to ranljivo skupino ljudi.
Član društva sem približno 40 let, oziroma od rojstva. Pač ja. Všeč mi je tole druženje vsako sredo, vsak ponedeljek, vsak petek. Pogovarjamo se o vseh temah, o problemih domačih, pa take stvari. Vsak torek imamo delavnico gline, začeli smo danes 3. sezono. Imamo tudi vsako sredo popoldne predavanja, razna predavanja, delavnice, recimo velikonočne, novoletne, božične, pa to. Uradne ure društva potekajo ob ponedeljkih in petkih dopoldan. Ob sredah so odprti v popoldanskem času. Ob sredah imajo različna predavanja, delavnice in družabništvo. Podružnica v Mozirju je za člane iz Zgornje Savinjske doline odprta prvi torek v mesecu med 13. in 15. uro.